Pozdravljeni na Game Gangu. Danes smo za vas pripravili recenzijo letošnje izdaje MotoGP 21. In prvo si pogledamo, kako se MotoGP 21 razlikuje od svojega predhodnika. Takoj, ko boste prvič zagnali igro, boste opazili prvo, a zelo dobrodošlo spremembo. Razvijalci so letošnjemu izvodu igre dodali tutorial, kjer se naučite osnov vodenja motorja in naprednejših funkcij. To dvigne vrednost igre, ker jo naredi dostopnejšo igralcem, ki se morda prvič srečujejo z MotoGP serijo. Ne pozabite, MotoGP 21 je racing simulator, kar pomeni, da je igra zahtevna in dokler ne osvojite osnovnih mehanik, bo tudi terjala svoj dolg in nekaj živcev. Je pa poleg tutoriala igra v veliki meri ista kot MotoGP 20. Izboljšali so sicer vzmetenje, da se bolj realno občuti tresenje motorja in izboljšali so tudi občutek teže motorja pri zaviranju. Imamo seveda tako imenovani Career Mode, kjer začnemo z ničle. Career Mode bo zelo zanimiv vsakomur, saj nas popelje po zelo detaljni poti profesionalnega dirkača. Vse od izbire menedžerjev, sponzorjev, do treningov, kvalifikacij in seveda samih dirk. MotoGP 21 ima odlično globino, kar se tiče kustomizacije. Skozi kariero tudi izboljšujemo naš motor s točkami, ki jih dobivamo za uspešnost. Našemu motorju lahko urejamo praktično vse. Vzmetenje, menjalnik, zavore, gume, resnično vse. In vsaka dodatna funkcija, ki jo lahko spreminjamo, nam daje dodatno plast k igranju. Izredno mi je všeč, da je tudi indikator za vročino zavor. Če so premrzle ali prevroče zavore, ne delujejo pravilno. In kar je potem res pohvale vredno, je to, da se vsaka majhna sprememba občuti tudi pri vožnji. Te možnosti testiranja motorja niso tam samo da so, ampak igrajo glavno vlogo pri izkušnji, ki je MotoGP 21. No, sedaj pa še na glavni del igre. To je dirkanje. Težo motorja se odlično čuti in lahko menjamo, kakšen pogled imamo na dirkalniku. Občutek hitrosti je z uporabo motion blura dobro predstavljen in res imam občutek, da se peljem hitreje po ravnini kot skozi ovinke. Je pa ne glede na to vodljivost motorja še vedno precej toga. Pričakoval sem, da bodo izboljšali agilnost motorjev, predvsem ko se spustimo v ovinek. Moti me, da ko se enkrat odločim za linijo, jo enostavno moram odpeljati. Majhne popravke je praktično nemogoče upravljati, ker je odzivnost motorja glede na odnos na kontrolerju malce prepočasen. No, nesreče v MotoGP 21 so spektakularne. Garantiram, da če pride do takšne nesreče v pravem svetu, ne bi dolgo dopustili to vrstno dirkanje. Tukaj so razvijalci dodali eno mehaniko, ki mi je sprva bila všeč. Ko pademo, prevzamemo kontrolo nad dirkačem in se moramo nato sprehoditi do našega motorja. Nekaj, kar se sprva zdi dobra ideja, ampak me je hitro začelo jeziti, kajti našim nasprotnikom to ni potrebno. Ko pade eden izmed AI dirkačev, se njegov motor takoj postavi nazaj na stezo in se že odpelje. Dostikrat se mi je tudi zgodilo, da je motor bil po padcu nevozen, jaz sem pa vseeno bil prisiljen teči do njega in gledati potem kratek posnetek, kako se dirkač jezi. Majhna sitnost, a vseeno bi rajše bil brez. Je pa tukaj prvi znak, kako dober kos opreme je pravzaprav nov kontroler za PlayStation 5. Vsak nalet na cesti se skozi vibracije odlično občuti. MotoGP je igra, ki prinaša veliko finese, zabave in tu pa tam tudi jeze. Odličen občutek je na progo se podati z imenom svojega najljubšega dirkača, urejati motor po svojih željah in se počutiti kot pravi dirkač MotoGP-ja. Ima pa igra res veliko območij za izboljšave. Veseli me, da je za nove igralce veliko bolj prijazna izkušnja kot njen predhodnik. Določeni popravki so izboljšali občutek vožnje, so pa z dodajanjem nekaterih mehanik bili površni in šli v napačno smer. Igra je definitivno najboljši MotoGP simulator na trgu in iskreno se veselim, kam lahko EA in razvijalec Milestone povzdigneta to serijo v prihodnosti. To je pa vse za nas iz Game Ganga, hvala, ker ste poslušali našo recenzijo MotoGP 21, se vidimo naslednjič.